Pozdravljeni. Občinski odbor Slovenske ljudske stranke je minulo soboto pripravil letni zbor, kjer so zbrani ugotavljali, da so člani vse manj aktivni in da je, odkar stranke ni več v parlamentu, upadlo tudi medijsko zanimanje zanjo. Tako da so ukrepi nujni, so sklenili na zboru. Slovenska ljudska stranka je stranka z najdaljšo zgodovino med vsemi političnimi strankami v Sloveniji. Je pravna naslednica zgodovinske SLS, ki je bila prva ustanovljena demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni v Sloveniji, sploh pa je članica družine evropskih ljudskih strank, je uvodoma povedal predsednik občinskega odbora Emil Trstenjak in spomnil na lanskoletne volitve, ki so za SLS bile veliko razočaranje. Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Ormož je nastopal na državni ravni z 848 glasovi in bil je na 5. mestu od 16 kandidiranih strank v 8. volilni enoti in v drugem okraju. Pridobljeno je bilo 6,62 glasov in v primeru take stopnje po celi Sloveniji bi imeli danes 7 poslancev. Žal pa nekateri občinski odbori niso dosegli niti 1%. Na splošno pa je že drugi mandat, ki v Ormožu nima svojega poslanca. V naši volilni enoti je stranka Mira Cerarja imela kandidata Erika Kopača iz Ljubljane. Dobil je 1807 glasov ali 26,71%. Kaj lahko pričakujemo od človeka, ki živi v Ljubljani, za naše kraje, za naš napredek, za naše pravice? Dejansko ga ni blizu. Presenetljivo pa je to, da je večinoma glasov dobil prav od mlajših ljudi. Mi, ki smo jim zagotavljali, koliko se pač je bilo mogoče, in pomagali v boljšem pogojih na kulturnem, športnem, šolskem, gimnazijskem, zdravstvenem področju, kot tudi na infrastrukturi, so nas zavrgli. Seveda je vprašanje, kaj žene ljudi v tako skrajnost, ne glede na rezultate na državnih volitvah. Če najdemo odgovor, bomo lahko deležni ponovnega zaupanja v našo prizadevanje za boljše življenje v našem domačem okolju. Izgubljamo to bitko iz dneva v dan bolj, ampak mislim, da še ni za obupati, da bo potrebno na vsaki način, kar je tudi bil moj moto, ko sem rekel pred 2 letoma, ko sem učel nekako iz tega vod malo se omaknil, da bo na vse kriplje se treba truditi, kako mlade ljudi pridobiti, kako mlade ljudi. Danes sem spet razočaran, ne mislite na vajo, razočaran sem tudi na naše mlade člane, ki jih nimamo malo, ki jih je kar nekaj, da se niso vzeli časa, da bi prišli med nas, da bi s tem dobili mi podporo. Sem si v glavnem zamislil, da bi mogli dejansko bolj aktivni biti, bolj bi se mogli zbrati v kup, ker dejansko na tem občnem zboru nas je strašno malo. Ne vem pa, kako mislijo, ali mislijo, da bo to taka opredelitev, kako so se zdaj nekako zadali, kaj konkretnejšega, nekaj bi mogli napraviti, da bi resno zaživelo to, ker Slovenska ljudska stranka je kar en čas v samem centru dobro napredovala, zdaj v zadnjem času pa je to nekako došlo strašno na nizki nivo. Mogli bo nekaj vkup stopiti, jaz dejansko v svoji starosti več nekaj posebnih stvari ne morem. To bo nišče drugi, jaz sem že samo zadovoljen, če pridem lahko toliko, da vas lahko vidim pa pozdravim, kako pa da lahko nekaj na tem napravim, ne morem. Stari sem. Je pa bil Stanko Čurin včasih gonilna sila občinskega odbora Slovenske ljudske stranke. Bil je vedno zagovornik poštenega dela, zdravega duha in zdrave kmečke pameti, kar je bil ves čas tudi moto stranke. Nedavno je stranka imela svoj kongres, kjer so sprejeli nov statut in posodobili program stranke.
V stranki je še vedno veliko pozitivne energije in dobrega ozračja, je pokazal kongres, je povedal podpredsednik regijskega odbora in podpredsednik občinskega odbora Mirko Kosi, ki je na sobotnem zboru članov imel vlogo predsednika delovnega predsedstva. Kosi poudarja, da je v stranki nujno aktivirati mlade oziroma mlajše člane. Če bodo samo od strani opazovali te aktivnosti nekaj posameznikov, potem bo rezultat naše ljudske stranke na občinskem nivoju pač takšen, kot bo. Zato je pač prilika na občnem zboru povedati, da je za kaj več in za bolj resno zastopanje interesov potrebno večje število prisotnih vsepovsod in to poudarjam vedno, ker potem si tudi močnejši in ko zastopaš večjo število zainteresiranih, potem imaš tudi malo večjo moč in težo. Sicer pa so si v SLS-u enotni, ljudem je treba zagotoviti delo, predvsem mladim, le tako bodo zaslužili in si ustvarili svoje družine. Za SLS kot sredinsko desno stranko je trenutno najpomembnejše, kako bodo mladi prišli do zaposlitve in ali jih bomo primerno izobrazili za zaposlitvene poklice. Slovenija potrebuje zdravo in močno gospodarstvo z dodano vrednostjo, da bomo lahko nemoteno pokrivali tudi družbene dejavnosti. Če mladi generaciji ne damo možnosti za zaposlitev in osebni razvoj, lahko izgubimo celo generacijo. Največja napaka je, če država otežuje razvoj z napačno davčno politiko in če ni nobene vizije, je bilo slišati v soboto. In pa zaključek, da je treba začeti od temeljev in primerno aktivirati krajevne odbore Slovenske ljudske stranke, kjer se ljudstvo pravzaprav začne. Za vse, ki kakorkoli sodelujemo s Teleinkom, bo zanimiv podatek, da podjetje tudi letošnjo poslovno leto zaključuje uspešno. Uspešno so zaključili več investicij in celovito prenovili njihovo ponudbo. Zadovoljni so, da število naročnikov njihovih širokopasovnih storitev narašča. Več pa je bilo povedanega na tiskovni konferenci, ki so jo pripravili v prostorih KKS-a na Ptuju. Podjetje Teleink d.o.o. je letos obeležilo 20 let obstoja in uspešnega razvoja. Uveljavili so se kot konkurenčen ponudnik sodobnih telekomunikacijskih storitev na področju 15 občin Spodnjega Podravja in Pomurja. Podjetje Teleink zaposluje 35 strokovnjakov in sodeluje z več zunanjimi izvajalci in kooperanti. V želji, da bi tudi v prihodnje obstali kot konkurenčen ponudnik, so v podjetju Teleink v letošnjem letu uvedli kar nekaj novosti. Vse investicije, gradnjo novih optičnih omrežij in nakup omrežne opreme za ponudbo njihovih storitev so namenili kar 1,2 milijona evrov. Gre za nadgradnjo interneta, možnosti dobave interneta brez televizijske naročnine in drugo. Glavna novost pa je gotovo pametna dekodirana kartica za digitalne televizijske programe. Razen sprejemanja digitalnih programov pa bo pametna kartica služila še drugim namenom. Bo pa osnova, da bomo lahko takoj v začetku naslednjega leta našim naročnikom omogočili, da več ne bodo prihajali v naše infotočke, čeravno smo jih tukaj veseli, ampak bodo lahko od doma preko računalnika vključili ali izključili posamezni programski paket televizijski, katerega želijo spremljati. To je sedaj ta tehnologija kartic nam omogoča, se pravi takoj po novem letu servisne strani, dostop bo sporočen, kako bodo imeli naročniki do tega dostop in potem možnost vključevanja in pa izključevanja posameznih programskih paketov, pač tudi za obdobje mogoče, ko ima nekdo malo več časa,
časa želi gledati kakšen ali filmski paket ali kakšen drugi, bo se ga vključil za časovno obdobje, ko ga želi gledati, potem ga izključil, zadeva bo popolnoma avtomatizirana in pa na ta način v bistvu ne bo potrebno prihajati več k nam v infotočke. Druga novost, ki v naslednjem letu jo napovedujem, ker jo moramo narediti, ker tudi naročniki od nas pričakujejo, je, da bomo omogočili tudi časovni zamik, da bodo lahko naročniki spremljali televizijske programe tudi z zamikom, tiste, ki želijo. Rešitev je že pripravljena v testiranju. V začetku naslednjega leta jo napovedujem, da bo tudi uvedena v našo ponudbo. Že v mesecu juniju letos pa smo v našo ponudbo tudi vključili spletno trgovino, namreč spletna trgovina, ki je namenjena izključno našim naročnikom in v okviru katere lahko nakupujejo ugodno in tudi na 24 obrokov televizorje, računalnike in razno komunikacijsko opremo. Je bila tudi želja naročnikov, da to omogočimo, še posebej pa nagrajujemo naše zveste naročnike v spletni trgovini, ker je dodaten popust, glede na katerega višina je odvisna od časovnega obdobja naročniškega razmerja. Tako da tudi na ta način nekako želimo nagraditi naše lojalne naročnike in jim omogočiti, da res ugodno na 24 obrokov kupijo kakšno opremo. Vse to velja seveda tudi za naročnike kabelske televizije Ormož. No, jaz moram povedati, da smo v letošnjem letu nekako nadgradili to naše sodelovanje z zavodom KTV Ormož. Jaz verjamem, da v dobro naročnikov in dobro tudi nas kot ponudnika storitev, tudi ne nazadnje v drugi polovici leta beležimo zmanjšano število prijav napak in povečano stabilnost delovanja omrežja. Tudi vnaprej se bomo trudili, da bomo v sodelovanju z lokalnim vzdrževalcem pač pomagali, da se bo to omrežje nadgrajevalo, dograjevalo, da bo tudi potem tudi stabilno delovalo, tako da tudi kar nekaj že bilo v tej smeri narejeno. Zdaj, kot so pa naročniki KTV Ormož opazili, smo pa od 1.11. potem tudi mi prevzeli v celoti obračun in tako da zdaj v bistvu mi pošiljamo položnice čisto vsem naročnikom. Tisti, ki še mogoče niso prevzeli kartic, ker možno mogoče še je kakšen, jih pa vabim, da se kar na sedežu zavoda KTV Ormož oglasijo in kartice prevzamejo. Veseli bomo tudi naročili drugih storitev naših in kot rečeno, v zadnjem obdobju je dosti bilo narejenega na tem povečani stabilnosti delovanja omrežja KTV Ormož in verjamem, da bo tudi to prihodnje temu tako. V podjetju Teleinc d.o.o. že 6. leto zapored ob koncu leta nadaljujejo z dobrodelnostjo. Namesto za poslovna darila so donacijo v višini 2000 evrov namenili humanitarnemu Lions klubu Ptuj, ki jih bo v celoti porabil za božično novoletno obdaritev otrokom iz socialno ogroženih družin. Razlog za donacijo je uspešno poslovanje v letu 2015, je za zaključek povedal direktor Janez Smolkovič. Čebelarska zveza Slovenije bo Organizaciji Združenih narodov predala pobudo, da 20. maj, na rojstni dan čebelarja Antona Janše, razglasi za Svetovni dan čebel. V okviru predstavitev pobude po Sloveniji so se predstavniki Čebelarske zveze Slovenije ostavili tudi v Ormožu. Ormoški čebelarji in njihovi simpatizerji so se z gosti srečali v Beli dvorani grajske pristave, kjer so jim učenci glasbene šole in osnovnošolci pripravili pester kulturni program. Tako je predstavitev pobude potekala še v prijetnejšem vzdušju. V okviru prizadevanj za zaščito čebel in čebelarstva ima namreč pomembno mesto prav ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato Čebelarska zveza Slovenije ob podpori Republike Slovenije Organizaciji Združenih narodov predlaga, da 20. maj postane Svetovni dan čebel. Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu in čebele imajo med opraševalci najpomembnejšo vlogo.
Z opraševanjem rastlin čebele tako pripomorejo k uspešni kmetijski proizvodnji, ki zagotavlja varnost preskrbe s hrano, ter s svojimi visoko hranljivimi izdelki, kot so med, matični mleček ali cvetni prah in podobno, tudi hranilno vrednost prebivalstva. Ta trenutek imamo čebelarji večji problem čebele preživeti, kot pa prodati čebele predelke, če smo zelo odkriti. Vemo, da se v svetu zadeve spreminjajo, da se spreminjajo klimatske razmere, da se spreminjajo tako pogoji za čebelarjenje, da na koncu imamo bolezni čebel, ki jih ne obvladamo, ne pri nas in ne v tujini 100% in vsaka taka, stvar je en kamenček v tem, da se svet in vsi tisti, ki o tem odločajo, bolj zavedajo pomena čebel. In jaz sem prepričan, da z razglasitvijo svetovnega dneva čebel, ki je realno, da bo v letu 2017 septembra, ker ta politična procedura je malo daljša, ampak važno je, da je podpora tako doma kot v tujini, ne glede na, politično barvo, enotna. Če bi mi Slovence bolj spoštovali sebe, bi tudi še poleg čebelarstva lahko na katerem področju bili pionirji v svetovnem merilu. To, kar so Slovenci naredili na področju čebelarstva, nažalost v domovini verjetno vsega ne poznamo, ampak z tem se marsikateri veliki svetovni narod ne more pohvaliti. Torej ljudje, kot so bili Anton Janša, ki je na Dunaju učil v Avstro-Ogrski monarhiji, Habsburški monarhiji, čebelariti Avstrijce in tudi širše, potem v domačem prostoru od Petra Pavla Glavana, potem Antona Žnidaršiča in veliko drugih čebelarjev, tudi ne iz tako davne preteklosti, tudi bliže, recimo nam najbližje gospod Pislak, ki je praktično zaznamoval z čebelarstvom celi svet. Njegove matice so potovale od Japonske do Južne Amerike, razvil tudi posebno metodo vzgoje matic in tako naprej. Se pravi, to je nekaj, kar v svetu poznajo in zato so tudi brez, da bi kaj dosti razpravljali, brez, da bi nasprotovali, to podprli. To je ena zadeva, ki je zelo pomembna. Druga zadeva, sedaj so vse naše oči verjetno odprte v to, kar se bo sprejelo v Parizu. Zelo pomembna tema, to je predsednik rekel, da danes ni problem meda prodati, problem pa je ohraniti čebelarstvo. Jaz sem sinoči mimo glede gledal tisto soočenje pred referendumsko in tam je na eni od tribune opozoril na eno zelo pomembno zadevo. Sicer je ni vedel pravilno artikulirati, po moje, drugi na drugi strani so se malo temu nasmihali, ampak če danes kaj ogroža živelj, potem so seveda to te podnebne spremembe, pa vse to, kar uporabljamo danes v kmetijstvu kot zaščitna sredstva in to spreminja kemijo celega sveta, vsega, kar je živo. In o tem se razpravlja in jaz upam, da bodo se na svetovni ravni politiki zavedli, kaj pomeni čebelarstvo za obstoj sveta. Nekoč sem imel možnost videti neke raziskave, mi takih nimamo natančnih, kot jih imajo v Ameriki. V Ameriki je bila ocena, leta 1000, pred 2000, tam enkrat, da je dobiček od prodaje meda v vseh zvezdnih deželah Amerike nekje $150 milijonov na letni ravni. Učinek, ki pa ga čebele naredijo pri samem opraševanju, pa so se šteli v milijarde dolarjev. Spravi, takšna je ta primerjava, učinek čebelarstva v naravi. Zato seveda tudi jaz pozdravljam to, da se v to akcijo, v ta projekt vključujejo šole, da že te najmanjše začnemo podučevati o tem, kaj čebele pomenijo za naravo, za obstoj človeštva. Veliko jih poudarja, če propadajo čebele, propade tudi človeštvo. In mi, čebelarje, bijemo bitko na tem področju, ker dejansko imamo velike probleme z
ohranjanjem čebeljih družin. Ti problemi, jaz sem začel čebelariti pred 25 leti, takrat skoraj teh problemov ni bilo. Jaz jih nisem poznal. Sedaj po 25 letih pa razmišljam vsako leto, kaj še vse moram narediti, da bodo čebele prezimile, da bodo preživele, da bodo potem na spomlad ponovno panje polne čebele. In to je seveda velika naloga vseh nas, celega sveta, zato seveda iskrena tudi čestitka vsem tistim, ki ste se spomnili, da ste to predlagali. Jaz vem, da ni enostavno za take male države priti z takšnim predlogom in pohvaljno je seveda, da so to vsi drugi prepoznali in to zadevo podprli. Jaz upam, da bodo tudi tisti v Sloveniji, ki o tem odločajo, da bodo tudi one razumeli, kaj pravzaprav ta predlog pomeni in kaj moramo še narediti, da bi to čebelarstvo še bolj postalo, bi rekel, zaščiteno in prepoznano kot tisto, kar nas pravzaprav vse vrje. Po podatkih zveze in pristojnega ministrstva je slovensko čebelarstvo kot tradicionalna kmetijska dejavnost tudi vse bolj pomemben gospodarski dejavnik. V Sloveniji je registriranih 12.545 čebelnjakov in 146.755 čebeljih družin, za katere skrbi 9.885 registriranih čebelarjev. V Čebelarsko zvezo Slovenije so vključena 203 čebelarska društva in v Nacionalno zvezo je povezanih 16 regijskih čebelarskih zvez. 4 čebelarji na 1000 prebivalcev se Slovenija uvršča v vrh čebelarskih narodov. V knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož so minuli teden svečano zaključili 10. sezono bralne značke za odrasle. Bralno značko je osvojilo kar 55 odraslih bralcev, res, da jih je bilo katero leto tudi več, ampak so v knjižnici tudi letos z udeležbo zelo zadovoljni. Rodiš se samo enkrat, globine, ki so nas rodile, najina poroka, oče, otroštvo, Grivarjevi otroci, Poba, leta moje mladosti, leta dozorevanja, šolski zvezek, kaj bo iz tega fantiča ali nekaj s knjigami, bil sem le majhen deček, kradljivka knjig, ta naša babica, dedu za petami, vse, kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu, Skrivnost oblačne gore. So naslovi knjig, ki so letos bile v ponudbi za branje za bralno značko. Vsak kandidat za bralno značko je moral prebrati 5 knjig iz ponudbe. Letos so se vsebine knjig navezovale na otroštvo. Zato ni nič nenavadnega, da so v ormoški knjižnici za slovesen zaključek bralne značke za odrasle pripravili večer pravljic, ki so jim zbrani tudi z veseljem prisluhnili. V Ormožu je to bil 10. jubilejni zaključek bralne značke za odrasle. Danes v ormoški knjižnici ponovno praznujemo 10. zaključek bralne značke za odrasle. To pomeni jubilejni zaključek. Tako je, 10. leto zapored so bralci brali bralno značko za odrasle in 55 bralcev je osvojilo letošnjo bralno značko. Mislim, da je to rekordna številka 55. Ne, ni rekordna, je pa veliko jih. Lansko leto je bilo rekordno število, ko je bilo 62 takih bralcev, ki so osvojili bralno značko. Kako pa se pravzaprav lahko pride zraven? Zraven je priti lahko. Z bralno značko za odrasle začnemo tam 21. marca, takrat je prvi pomladni dan, pa tudi svetovni dan poezije in takrat se začne bralna značka za odrasla. Pripravimo bralne sezname, bralne sezname natančneje pripravijo v ptujski knjižnici. Lilijana Klemenčič je tista, so sodelavci, ki izbere vedno tematiko bralne značke. Letošnja tematika je nekako se nanašala na otroštvo, torej so bili avtorji, ki so pisali knjige o otroštvu. Mnogi bralci so že brali te knjige, kajti bili so vključeni tudi slovenski avtorji, ki so jih brali v svojih mladostnih dnevih kot obvezno čtivo, ampak zgodbe so doživljali seveda zdaj v teh letih malce drugače kot takrat. No in kako dokazujejo to, kar so prebrali?
Na ta bralnem seznamu označijo knjige, ki so jih prebrali, morajo prebrati 5 knjig po bralnem seznamu. Vsebino knjig, pa kako so jim bile knjige všeč, pa označijo kar z zvezdicami. Mnogi zapišejo tudi misli o prebranih knjigah, komentirajo te knjige, komentirajo mogoče jezik, slog pisanja, kaj jim je všeč, mogoče navežejo tematiko na sodobni čas. V glavnem svojo podoživljanje tistega, kar so prebirali. No in čemu je recimo pravzaprav, kakšen je namen te bralne značke za odrasle? Namen je seveda nekako bralce spomniti na dobro čtivo, mogoče nekoliko že pozabljene avtorje, da vzamejo ponovno knjige slovenskih avtorjev v roke. V glavnem, izbor je vedno narejen tako, da ponovno povabimo torej k branju kvalitetne literature. No in kdo so tisti, ki se odločijo za pot do bralne značke? To so naši uporabniki, uporabnice, prevladujejo uporabnice. Moram pa povedati, da imamo zvestega uporabnika, ki je že 10 leto zapored osvojil bralno značko. Prevladujejo v glavnem uporabnice. 4. leto so pa sodelovali tudi skupina Junaki, 8 članov šteje iz Centra starejših občanov Ormož. Bralno značko za odrasle so se leta 2001 umislili v knjižnici Ptuj. Akciji so se kmalu pridružile Mariborska knjižnica, Knjižnice Slovenska Bistrica, Novo mesto in pred 10 leti tudi knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. Glede na odziv bodo odrasli zagotovo za bralno značko brali tudi v bodoče. Gre za prijeten izziv, ki po vzoru šolarjev očitno vse bolj navdušuje tudi odrasle. Sodelavci zavoda 100% naravno Botanik Ormož, ki ima svoje poslovne prostore na Kerenčičevem trgu v Ormožu, so minulo soboto pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali izdelke Botanik in poskusili ter vprašali vse, kar jih je zanimalo o zdravilnih zeliščih. Vsakega mladega podjetnika se v Ormožu še posebej razveselimo, sploh pa novih idej, predvsem takšnih, ki so blagodejne za naravo in domače okolje. Čas je pokazal, da je zavod Botanik uspešna poslovna poteza. Mislim, da smo bili kar uspešni. Sicer smo malo podjetje, ki vsako leto nadgrajujemo naše delovanje, tako da počasi se daleč pride, pravijo, ampak od samih tistih začetkov pa do danes moram reči, da smo kar zadovoljni z napredkom. Ja, smo kar zadovoljni, iz leta v leto je boljše. Trenutno smo z izdelki blagovne znamke Botanik prisotni v približno 30 trgovinah po celotni Sloveniji. Hkrati se dviguje prodaja tudi na naši spletni strani, skratka spletna trgovina se tudi zelo dobro razvija. Tako da smo zelo zadovoljni, ampak zmeraj je prostor za izboljšave, ne? In tudi v našem primeru je tak. Prednost in ključ do uspeha sta trdo in pošteno delo, skrb za okolje in strokovnost. Ključna sestavina blagovne znamke Botanik pa odlično sodelovanje človeka z naravo. Ja, zdaj, kar se tiče neke zdravega načina življenja oziroma teh izdelkov, mi se načeloma ukvarjamo z zelišči, pretežno s tem oziroma večji del samo s tem. Moram pa reči, da ljudje vedno bolj nekako iščejo te naravne, ekološke izdelke, da je potem vedno večje povpraševanje.
Tako da tudi s tem razlogom, kot sem rekel, vsako leto mogoče malo se naš obseg dela poveča. Tako da mogoče čaji, tinkture, naravna kozmetika, to se išče, poleg zdrave prehrane, oziroma čisto konkretno kakšne zelenjave, potem drugih prehrambenih izdelkov, ki jih še zaenkrat ne ponujamo, ampak ravno zaradi povpraševanja razmišljamo, da bomo tudi v prihodnosti razširili našo ponudbo na to. In še morda, torej, drugi načrti, razen tega, kar ste ravno kar povedali, verjetno vam načrtov ne zmanjka? Ja, načrtov je mogoče vedno več, kot je potem smo sposobni trenutno realizirati, idej nikoli ne zmanjka. Je pa tako, da je treba pač, ker kot sem omenil, smo majhni, racionalno in pa pametno vsako leto počasi nadgrajevati. Tako da naslednji korak je, kot pravim, mogoče razširitev naše ponudbe, pa mogoče čez kako leto ali dve bomo na tem mestu tudi se srečali v kaki čajnici. Luskoviča sta narava in rastline navduševale že od otroških let. Neprecenljivega bogastva v znanju o zdravilnih rastlinah pa se je prav zavedal šele kot odrasel. Da je zeliščarstvo lahko dejansko postalo tudi njegova služba, pa gre zasluga dolgoletnemu prijateljstvu z Mladenom Grabovcem, s katerim delita podobne življenjske nazore, ljubezen do narave in zdravilnih rastlin. Gre pa seveda tudi za tržno nišo, ki so jo mladi strokovnjaki odkrili ob pravem času. Ja, v bistvu je to Iztok začel z Mladenom. Jaz sem se pridružil kasneje. V bistvu pa v prvi vrsti iz enega zelo preprostega razloga. Namreč pred 5-6 leti, ko je zelo udarila ta gospodarska kriza tudi v naše prostore, smo enostavno se znašli v situaciji, ko ni bilo služb. In se je bilo treba pač, če si želel doseči, da boš služil lastne denarje, bilo treba nekaj najti. In Iztok je zmeraj bil zelo zainteresiran za zelišča in zdravilne rastline, ogromno znanje je imel že od otroštva naprej iz tega področja in nekako smo ugotovili, da bi mogoče lahko bila to dobra poslovna priložnost. In na tej osnovi, iz neke ideje je zraslo socialno podjetje, ki zdaj deluje že 3 leta. Kakšno pa je tvoje mnenje? So ljudje pravzaprav že dovolj osveščeni, kako narava lahko pomaga? Namreč še vedno velja najbrž tisti rek, da za vsako bolezen rožica raste, še to vedno drži. Seveda, in zdi se mi, da vedno bolj. Namreč ljudje se vedno bolj obračajo k naravi. Še zlasti danes, ko živimo v tem času digitalnih tehnologij in svetovnega spleta, ko so informacije pravzaprav dosegljive v trenutku in pač na svetovnem spletu je na razpolago ogromno informacij, ki potrjujejo tudi z znanstvenega gledišča, da so zelišča, zdravilne rastline, pripravki zelišč in zdravilnih rastlin blagodejni za zdravje. No, iz tega vidika se mi zdi, da vedno več ljudi opaža in ugotavlja, da so taki izdelki dobrodošli. Zaupanje strank blagovni znamki Botanik pa je mladim podjetnikom zagotovo največja nagrada in motivacija. Dan odprtih vrat služi pokušnji in seznanitvi z njihovimi izdelki. Sicer pa imajo za obiske strank določene uradne ure v poslovnem prostoru na Kerenčičevem trgu. Vse informacije pa lahko najdete tudi na njihovi spletni strani. Na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu so svoj minuli dan dejavnosti posvetili folklori. Mentorji plesnih delavnic so bili člani folklorne skupine Potkev. Vse, kar so se naučili v teku dopoldneva, so pokazali na skupnem zaključku, ki je potekal v šolski telovadnici. Mi smo prvi rang. Zaplesali bomo v mlinče.
Že sama ideja se zdi imenitna, kaj šele rezultati, ki smo jih videli na zaključku, ko so šolarji pokazali, kaj so se naučili v teku dopoldneva. Vsak razred se je naučil kakšnega plesa in pripravil plesno točko, tako da je na zaključku dejansko bilo kaj videti. Poučevanje so prevzeli člani domače folklorne skupine Potkev. V bistvu je večino dela prevzela folklorna skupina Potkev z mentorico. Ideja je bila njihova, moje delo je bilo bolj kot neka koordinacija z urejanjem, priprava prostorov, pogovor z sodelavci. Večina, moram reči, 90% dela je, oziroma 99% je bilo njihovega. Njihove ideje, njihove želje. V bistvu mi smo se odločili, da bodo oni tisti, ki bodo predstavili folklorno dejavnost, ker se oni s tem ukvarjajo. No, zanimivo je ideja sama, ne? Odkot je prišla ideja? V bistvu v osnovni šoli Miklavž imamo že kar nekaj let folklorno dejavnost. Vsi ti mladinci, ki smo jih tu gledali, so naši bivši učenci. Večina jih pleše že od 1. razreda osnovne šole. Opažamo pa zadnja leta, da se čedalje manj otrok odloča za folklorni krožek in v bistvu je to bilo namen tega, da bi otroci pobliže spoznali ljudsko izročilo delo folklore in da bi se potem mogoče v večji meri odločali za folklorni krožek. In koliko folklornih krožkov oziroma skupin folklornih na šoli deluje? Ena skupina je v vrtcu, na sami šoli pa sta 2 skupini zaenkrat. Imajo pa se možnost učenci višjih razredov pridružiti Potkveži. Ja. No in kakšen je interes med mladimi? Jaz bom rekla tako, v prvih razredih še se kar odločajo, pozneje v višjih, ko pa se vidi, da je že več snovi učne, takrat pa je malo res upad pri tem. Ne? Kako ste zadovoljni z zaključkom, z uspešnostjo današnjih delavnic? Jaz osebno sem zelo zadovoljna, pohvalila bi vse učence, mislim, da so se ogromno naučili. Vsak, ki je kdaj plesal, ve, da ni tako enostavno se v uri pa pol naučiti plesnih korakov, nasploh tisti, ki mogoče nikdar še niso plesali. Jaz sem zelo zadovoljna in vsa pohvala res Potkvi pa članom, da so nas to naučili. Vi tudi plešete folklori? Nekaj časa sem plesala, zdaj pa mi čas v bistvu več ne dopušča. Glede na to, kar so učenci pokazali na zaključku delavnic, so tudi predstavniki folklorne skupine Potkev bili zadovoljni. Ja, res lahko rečem, da smo zadovoljni s tem, kar so učenci danes pokazali. Bili so res pridni, tako da pohvalno. Je bilo videti oziroma bi bilo možno najti kaj posebnih talentov? Ja, se je našlo kar veliko takih, ki bi mi kot folklorna skupina bili zelo veseli, če bi se nam pridružili. Predvsem punce so bile tiste, ki so nas presenetile. To, kar smo videli, je seveda pohvale vredno. Kar hitro so se naučili, kaj ne? Ja, res nismo imeli veliko časa, največ 2 uri in v teh 2 urah smo naredili res zelo veliko. Kateri razred si ti poučeval? Jaz sem poučeval 8. razred, v celoti pa še dekleta iz 9. Kdaj si pa ti začel plesati folkloro? Jaz sem začel plesati folkloro, mislim, da nekje njihovih let, že v osnovni šoli. Tako da že kar veliko let plesam folkloro. In kaj ti daje recimo sodelovanje v folklorni skupini? Zakaj te veseli? Ja, predvsem zaradi družbe. To smo, kot prijatelji smo si zelo dobri, smo kot nekako ena družina, vse posod gremo skupaj, pa vedno skupaj držimo.
Eto, možno je, da bo kakšen izmed šolarjev kmalu tudi postal član že obstoječega šolskega folklornega krožka ali pa bo enkrat član folklorne skupine Potkev. V vsakem primeru so šolarji dobili novo izkušnjo in odlično predstavitev tovrstne priložnosti za ohranjanje kulturne dediščine. Gre pa seveda tudi za sodelovanje šole s krajem in obratno. Vsekakor mislim, da pozitivno, ne nazadnje, folklora na šoli je praktično že 13 let, tudi prej je bila. V teh letih se je folklora v samem Miklavžu tudi zelo razvila, imajo trenutno mladinsko odraslo skupino, celo upokojenci, veterani plešajo. In jaz mislim, da je to en krasen primer tudi dobrega sodelovanja med šolo in med krajem na eni strani, na drugi strani pa je tudi zaveza šole, da dejansko ohranjamo ljudsko izročilo, ples, pesem, običaje, ki se tudi skozi te plese nekje izkazujejo. Predvsem pa smo ponosni, da so v tej res izredno uspešni mladinski skupini Potkev. Treba je povedati, da je že večkrat bila na državnih revijah, da je zelo cenjena tudi si pridobiva ime v tujini, da so to naši bivši učenci, bivše učenke, leto, dve, tri nazaj, nekateri so sedanji in mislim, da je tudi odlična poteza strani Potke, da bodo podmladek spet pridobili strani sedanjih učencev. Ker to je edini pogoj nekje za ohranjanje kvaliteto in za nadgrajevanje dela. Seveda pa je dan dejavnosti prinesel tudi veliko zabave, čeprav je naučiti se nekaj novega tudi dobrodošlo. Ti je bilo lepo plesati? Ja. Rada plešeš? Ja. Si se hitro naučila? Ja. Doma tudi plešeš? Ja. Kateri razred pa hodiš? Prve. Pija, kaj si se ti naučila plesati? Rapa rabit. Pa ti je dobro šlo? Ja. Malo nam pokaži, no? Malo nam pokaži. Brez muzike ne gre? Ne. Doma tudi plešeš? Ja. Kaj pa v šoli? Tudi. V kateri razred hodiš? Prve. Jan, kako ti je šlo? Dobro. Si se naučil kaj plesnih korakov? Aha. Si vedel že kaj prej plesati? Tudi malo. A doma plešeš? Včasih. Veš ti pokazati kakšne plesne korake? No, daj malo poskoči. In dva. Super. Enej, kak ti je šlo? Dobro. Kakšen ples si se naučil? Bobra. Ja, in bi ti sodeloval pri folklorni skupini? Bi te veselilo? Ja. Doma plešeš kaj? Ja. Pa boš še plesal naprej? Ja. Si imel v redu plesalko? Ja.
Koordinatorica plesnih skupin in nasploh dogajanja na šoli je bila vodja folklorne skupine Potkev Nina Novak, ki pravi, da je cilj dneva dejavnosti bil dosežen, ter dodaja. Moram reči, da sem z današnjim dnem zelo zadovoljna, predvsem zato, ker smo izpeljali vse po načrtu, tako kot smo si zadali, da so člani mladinske folklorne skupine Potkev odgovorno prevzeli svoje delo, ga izpeljali, pa skušali na nek način vplivati na najmlajše folklornike v kraju, da mogoče pa kdaj tudi oni postanejo folklorniki. In kako so sodelovali? Kakšen je vaš občutek? So z veseljem sodelovali otroci? Moram reči, da že po pol ure dela sem ugotovila, da včasih celo to medvrstniško učenje bolj motivacijsko vpliva na otroke, kot če se učitelj postavi pred njih, tako da z motivacijo dejansko danes nismo imeli nobenih težav. Mogoče smo imeli skrbi, da bodo težave pri starejših učencih, saj vemo, puberteta in tako naprej, ampak ravno tam smo bili najbolj presenečeni, kako so vsi sodelovali, se smejali, pa hkrati tudi švicali, kar pa tudi mora biti, če hočemo, da je fizično delo in pa ples učinkovit. Zdi se, oziroma verjetno se je folklorna skupina Potkev predstavila z novo odrsko postavitvijo tukaj. Je to kaj novega, novi ples? Ne, to so še vse stare postavitve, zdaj sicer pripravljamo nove, ki jih bomo predstavili 5. marca na koncertu, ampak za danes smo še tisto ohranili, kot skrivnost smo uporabili v bistvu postavitve, ki smo jih iz lanske sezone, ki smo jih tudi na gostovanjih nekako najbolj preplesali. Vi že dolgo vodite folklorno skupino Potkev? Sama sem začela s folklorno dejavnostjo ravno na tej šoli in sicer točno pred 15 leti in sicer takrat z otroškimi. Potem leta 2007 smo ustanovili odraslo skupino tu v kraju v društvu, 2009 pa se je ustanovila tudi mladinska skupina, za katero pa moram zdaj reči, da je skoraj da tista nosilna skupina in velika podpora torej odrasli skupini, tudi veliko stvari delamo skupaj, tako da ja, v bistvu z mladinsko skupino smo skupaj sedaj 6 let. In če bo na domači osnovni šoli kmalu še kakšen nov kandidat za članstvo v folklorni skupini Potkev, bo trud folkloristov poplačan. Sploh pa, če je dan dejavnosti pomenil priložnost seznaniti se s kančkom preteklosti in kulture nekoč. V nadaljevanju pa v svet športnikov. Tudi športnih dogodkov seveda minulih dneh ni manjkalo. Ljubitelice, ljubitelji športa z ormoškega konca lepo pozdravljeni. Pričeli bomo z futsalom, kjer je ekipa Tomaža postala jesenski prvak v drugoligaški karavani. Po 9 odigranih krogih so varovanci trenerja Marjana Magdiča in Mateja Gajserja zabeležili 7 zmag, 1 remi in le 1 poraz, ter bodo z 22 osvojenimi točkami prezimili na vrhu lestvice. Prednost pred najbližjim zasedovalcem Vrhniko znaša 3 točke.
Za potrditev naslova jesenskega prvaka so futsalieri Tomaža na Hardeku morali ugnati neugodno zasedbo iz Nove Gorice. Po hudi borbi in po zaostanku z 0:1 po prvem polčasu jim je to tudi uspelo. Gostje so v 10. minuti kaznovali napako Kevina Belšaka in povedli preko gola Aneja Batističa, kateremu je to že bil 10. prvenstveni zadetek. V drugem polčasu so malo številnim Novogoričanom le 2 menjavi počasi pričele pojenjati moči. S visokim tempom so gostitelji popolnoma utrudili nasprotnika in priložnosti pred golom sicer odličnega Teja Božiča so se kar vrstile. Najprej je v 28. minuti po lepo odigrani kombinaciji iz prostega strela zadel Domen Škuliber. 4 minute kasneje pa je na 2:1 povišal Urban Goričan po lepem in natančnem zaključku. Prednost petelino od Svetega Tomaža bi lahko bila še višja, ampak vratnica in odličen gostujoči vratar sta preprečila mirnejši zaključek. Tako je ekipa Tomaža za zmago trepetala do zadnjih sekund. Derbi tega kroga, imel pa sem občutek, da so vam na koncu nekoliko pojenjale moči. Dokler pa ste imeli moči, pa ste gladko parirali presingu, visokem pokrivanju domače mlade zasedbe. Ja, na začetku prvi polčas smo igrali dobro, parirali smo, dokler smo mogli, potem so nam pošle moči. Če bi imeli še 1-2 menjavi, bi lahko se kosili do konca. Domačini so igrani, vidi se, zakaj so prvi. So ena redkih ekip, ki v drugi ligi nekaj igra, naredi kakšno akcijo in je težko teč za njimi celo tekmo in to se je pokazalo na koncu, da je zmagal. Gorica, kako ste zadovoljni z letom 2015, ki je praktično zaključeno? Dobro, ustanovili smo nov klub po dolgem času, začeli smo dobro, pol neke poškodbe in tako. Zdaj smo malo popustili, ampak zdaj imamo čas, da se spet začnemo, se še enkrat dobimo in začnemo trenirati in da bomo spet dobri. Pričakovanja na koncu sezone, glede uvrstitve? Ciljamo na čim višje mesto, sam realno je tam nekje, ne vem, 3. največ, tako po mojem mišljenju. Ostali so že malo ušli. Prava čvrsta prvenstvena tekma, mora pa pohvaliti vas predvsem v drugem polčasu, ko so gostom pošle moči, ste je popolnoma nadigrali. Škoda, da ni bilo še tiste pike na i, ne? 3-4 smrtne šanse za visoko zmago na koncu. Ja, najprej bi čestital ekipi Gorice, ki se je pokazala za zelo čvrsto in je res nam predstavila zelo konkurenčnega nasprotnika. Seveda takoj naslednjo pa moram pohvaliti naše fante za res izjemen pristop. Mi smo vedeli seveda, da Gorica z 6 igralci bo težko zdržala celo tekmo, zato smo začeli že od prve minute nekje s pokrivanjem po celem igrišču. V prvem polčasu nekje nismo bili pravi, v drugem polčasu pa, kot ste že uvodoma menili, nam je nekje uspelo zaigrati kot znamo in Gorica praktično proti našemu golu več ni pogledala. Mi pa smo si pripravili kar nekaj priložnosti in bi bili morali že prej tekmo varno pripeljati do konca, zdaj pa smo trepetali do zadnje sekunde pravzaprav. Pohvala še strani kapetana Nove Gorice, da ste praktično edina ekipa, ki v drugi ligi zgleda kot treba, da nekaj igra, da so neke akcije, da je praktično to, kot bi si vsi skupaj želeli. Glejte, te ocene bomo pustili drugim, ki so za to poklicani. Skratka, mi se zavedamo. Vseeno, pohvalo je lepo slišati od nasprotnika. Absolutno, pohvala godi v vsakem primeru. Vendar pa je na nas, da se skoncentriramo in da maksimalno delamo tudi naprej. Zaenkrat je pogled na lestvico res prelep, nekje omogoča tudi direktno napredovanje v prvo ligo, vemo pa, da je pred nami še celotni spomladanski del prvenstva, karte se bojo premešale na novo in seveda samo če bomo pravi, bomo lahko kandidirali za najvišja mesta. Bi pa pohvalil seveda fante res še enkrat za res pravi pristop, to nas krasi in nekje v tem delu lestvica kaže, da si pač to zaslužimo. Še enkrat pa poudarjam, da vse je pa odvisno od nas, kakšni bomo potem v drugem delu. Če bomo pravi, je možno marsikaj. Ocena leta 2015 ob zaključku tega leta? Ja, zdaj, če pogledamo na celotno leto, v letu 2015 smo nekje lani, aprila, zaključili tekmovanje v U21, kjer nam je uspelo z mlado ekipo, 95-letniki, nastopati pravico, pa so imeli tudi 93-letniki osvojiti državnega podprvaka, drugo mesto v državi. Za nas je bil to seveda
absolutno izjemen uspeh. 2 leti praktično od 2013, 2014 in 2014, 2015 smo delali z mladinskimi selekcijami. Letos smo torej prvo leto zdaj prešli v člansko selekcijo, torej v drugo ligo, nadaljujemo s tem, da tako rečem, kontinuiranim delom. Fantje so to sprejeli, vse skupaj pa je odraz, rezultat je pa odraz vsega tega dela in zdaj je samo na nas in na upravi, na trenerjih, da seveda kažemo tem našim mladim igralcem, mladi ekipi pravo pot, pravo smer naprej in da mogoče, pogovarjala smo se enkrat, mislim, da prvo ali drugo kolo, pa sem takrat rekel, da enkrat čez 2-3 leta pa mogoče se vrne prvoligaški futsal tudi na Hardek, pa zakaj ne bi mogoče se to zgodilo kakšno leto prej? Ja, torej za leto 2016 najprej zdravo, uspešno in seveda srečno. Ja, hvala lepa za želje, seveda pa tudi jaz želim vsem igralcem, da je bilo čim manj poškodb, da bi čim boljše prešli v novo leto 2016 in da bi odigrali vsi skupaj čim več, čim boljših tekem. Ob dobrem delu še naprej lahko v taboru Tomaža pričakujejo uspešno leto 2016 in mogoče po dolgih letih vrnitev prvoligaškega futsala v trdnjavo Hardek. Med rokometnimi dogodki so člani Jeruzalema doživeli poraz na sosedskem derbiju z Mariborom. Z izidom 24-23, polčas 9-9 so se zmage veselili varovanci trenerja Slavka Iveziča. Za slovo od uspešnega leta 2015 bodo vinarji v soboto 19. decembra ob 19. uri gostili aktualne državne prvake in udeležence Lige prvakov Celjane. Dvorana na Hardeku bo zagotovo pokala po šivih. Aktivni so bili tudi najmlajši športniki rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Na Hardeku je potekal turnir za mlajše dečke C, letnike 2005 in mlajše. Pod vodstvom trenerja Bojana Cunka je barve Jeruzalemčko branilo 15 fantov. Poleg domačinov sta na turnirju, ki nima tekmovalnega značaja, nastopili še ekipi iz Ptuja ter Velike Nedelje. Vse 3 ekipe so glede na nastop pred mesecem dni pokazale veliki napredek in trenerka ter trenerji so bili po koncu turnirja zelo zadovoljni. Tako danes so se predstavile na Hardeku najmlajše generacije rokometnega kluba Jeruzalem Ormož, gre za mlajše dečke C, letnike 2006. Zanimiv turnir konec konca. Ja, zelo zanimiv turnir. Dobro, da imamo to obliko tekmovanja, da tudi ti najmlajši lahko igrajo po celem igrišču, da lahko že spoznavajo te nova rokometna pravila in mislim, da bo vse to in tudi takšen način igranja, ker le otroci radi igrajo na celo igrišče, na velike gole in tako dalje. Plus tega je bistveno manj grobosti kot v mini rokometu in se mi zdi, da bomo s tem privabili še marsikaterega učenca, da se bo začel baviti z rokometom. Pretežno je šlo za fante letnika 2006-2007. Za kakšno generacijo gre v ormoškem rokometnem klubu? Jaz sam ocenjujem, da je generacija perspektivna. Napredujemo iz treninga v trening in imamo kar lepo pokrita igralna mesta za bodočnost. Seveda, če bodo ti fantje ostali resni in pridni, tako kot so do zdaj, hkrati upajmo, da bomo dobili še koga zdraven, da bomo še napolnili ekipo bolj kvalitetno, še bolj. Drugače pa se res kaže napredek iz treninga v trening in iz turnirja v turnir. Moram reči, da smo igrali pred dobrim mesecem dni na Ptuju in primerjava s tistim turnirjem na Ptuju, pa smo igrali iste ekipe ali pa danes je že velikanska. Sam sem bil pozitivno presenečen, na kakšen način smo se upirali Ptuju in verjamem, da čez leto, 2 bomo zmagovalci. Mladim športnikom v prihodnosti ne preostane nič drugega, kot marljivo trenirati še naprej in si nabirati prepotrebne izkušnje. 2 ekipi mladih športnikov, rokometašev pa od petka 18. do nedelje 20. decembra čaka nastop na mednarodnem turnirju v Poreču. Tega se bo udeležilo 25 mladih rokometašev iz Ormoža ter Velike Nedelje. Morda je težje zaživeti popolno. Gotovo pa je lahko popolna vaša pričeska. In to z obiskom v frizerskem studiu S-Stil Sandra Hruškar SP, Kolodvorska ulica 6 v Ormožu. Modne in klasične, ženske, moške in otroške pričeske, takšne, kot ste si jih vedno želeli. Za popolno pričesko. Frizerski studio S-Stil v Ormožu.
Ja, kdaj? Pa da vsi izijate, vsa da telefona, snaj gari v soho zarata. Kum te reš ti? Gled, grem po vino, nešne obiska podli dobimo, ko me oča posla. Gled, ko sem zanešal na Facebooke. Kaj? Turistično društvo ima dogodek objavljene. Vincekovo malo 23. januara 2016 ob 9. ure se dobije v dvorane. A naše turistično društvo? Mogoče da opet pohodniki mimo naše kleti šli, mora nati povedati, kada se te stavili na inendece. Kaj če bi vi zdaj šli probali, kakšno imamo? Ja, lahko. Ja, lahko. Te pa gremo. Dobar dan, kaj te vi delate? Tole mrznem klete. Vino probavljamo, hodim na dece. Ja, zvaka? Vincekov pohod je 23. januara 2016. Pa zdaj probavljamo, če je vino dobro, če ne morate mimo ti šli. A ja, to ti pohod pa je pravi. Mislim, da že vsi komar čakamo, kdaj bo. Mene pa je predsednica po klobaso poslala, kam probali, kakšne bodo. Te pa že zdaj? Pojdemo kupica pa blokeca pripravljali, te bomo probali, kakšne bodo. Kaj pridete? Hej, daj to klobaso ven, pa bomo mi zdaj probali. Vino pa tako imamo, ne? 23. januara pa je komar pohod. Do te pa že drugo kupili. Ne vem, če bi jo dala. Pa daj do te zdaj vse eno ven, vse pa boš te podli imela, caj ti po drugo. Pa to je 5 evrov, že jaz da. Dobro, te bomo naj bo. Na, tu bomo šte zdaj špirica, prube, kakšno je. Kaj boš te drugo mojo na Vincekovem pohode? Kje, ko jaz vem, na začetku plačaš štartnino, pa dobiš spominsko kupico, ki jo nucaš tak cel den, malico pa kislo žipo na konce, spominsko rozgo še dobiš, pa bloke za degustacijo po kleteh, ne? Pa na sredini še imajo prikaz reza vinske trte s kulturnim programom. Pa tak hodiš lepo cel den, pa se imaš fajn, ne? Jaz si že lani bija, pa letos opet Jelenka je bilo lani vrhunsko. Tak, zdaj ste čule. Vidimo se 23. januara 2016 pod Gorci na Vincekovem pohode. Ja, te pa gremo letos vsi, ne? Na zdravje. Na zdravje. Vabljeni v Podgorce na 13. vincekovanje s pohodom. Dobimo se v soboto 23. januarja ob 9. uri v kulturni dvorani v Podgorcih. Štartnina, ki jo plačate pred pohodom, znaša 13 evrov in zajema 2 obroka hrane, 6 bonov za pijačo, spominski kozarec, spominsko rozgo in kulturni program. S seboj prinesite le veliko dobre volje. Vabljeni! Samo za slovo še imamo čas. Naj se vam zahvalim za pozornost in zaželim prijetno pričakovanje prazničnih dni. In seveda, vabljeni v našo družbo tudi čez teden dni. Srečno!